Slovenija bo v letu 2014 na veliki prelomnici. Mi ocenjujemo, da je seveda naš položaj tak, da bo na koncu leta v celoti negativna gospodarska rast zabeležena, vendar pa imamo informacije in ocene, na podlagi katerih zaključujemo, da bi lahko v drugi polovici leta proti koncu leta dejansko prišlo do odboja od dna in do nove gospodarske rasti. Se pa seveda pred nas postavljajo številne naloge in če dovolite nekaj na kratko o tem, kaj nas najbolj opredeljuje. Kot rečeno, torej bomo ena izmed redkih držav v okviru OECD-ja, ne samo Evropske unije, ki pričakuje v letu 2014 negativno gospodarsko rast. Padec prodaje na drobno lani je bil 4-krat višji, kot je bil povprečni padec prodaje v evroobmočju. Tudi vrednost gradbenih del v Sloveniji lani se je 3-krat bolj zmanjšala kot v evroobmočju. Se pravi, potrebujemo ukrepe za rast gospodarstva, kajti samo sanacija bank in prezadolženega gospodarstva, prezadolženih podjetij ne bo dovolj. Istočasno ugotavljamo, da trg dela, kot smo ga spremenili, ne daje pravih rezultatov, saj ne prihaja do novega zaposlovanja. Predvsem nas v gospodarskih subjektih, ki so bolj uspešna, ki imajo višjo dodano vrednost, opozarjajo, da je zaposlovanje strokovnjakov v Sloveniji zelo nemotivirano in nestimulirano, kajti nimamo socialne kapice in zaradi tega recimo neto prejemek je v Sloveniji za skoraj tretjino manjši kot v sosednjih državah, predstavlja potem približno enako bruto strošek dela. Se pravi, da je pri nas teh dajatev na plače tako veliko, da potrebujemo na tem področju resnejše reforme, kot smo jih sprejeli. Potem vemo, da je strošek zadolževanja v Sloveniji izjemno visok in zato smo zaskrbljeni, ker je premalo volje in podpore za večje varčevanje v javnem sektorju in zato, da bi del naše javne porabe, večji del kot do sedaj, namenili za razvojne projekte in za nove investicije. Prav tako vemo, da je rast slovenskega izvoza v Sloveniji sicer visoka, vendar je predvsem skoncentrirana na nekaj držav v naši okolici, kar pomeni, da bi lahko z določeno večjo podporo izvozu, z večjo podporo posameznim projektom znotraj našega izvoza, začenši s turizmom in seveda tudi z, kot pravimo, brendiranjem slovenskih proizvodov na posameznih trgih lahko dosegli še boljše rezultate. Skratka, imamo možnosti za optimizem, če bomo hitreje in odločneje ukrepali in izpeljali za to tudi določene spremembe. Kaj so naši razlogi za optimizem? Vemo, da smo z sanacijo bank naredili nujen korak in da upamo, da bo pripeljal tudi do boljšega in lažjega financiranja gospodarstva. Družba za upravljanje terjatev bank bi morala prioritetno in čim hitreje prestrukturirati najpomembnejše bolnike, da bodo sposobni novega razvojnega zagona. Na tujih trgih so znamenja okrevanja in bi lahko z ciljano izvozno strategijo dosegli bistveno boljše rezultate. In nazadnje tudi vlada sama je lani jeseni sprejela enotni dokument za boljše poslovno okolje in dvig konkurenčnosti in če bo to izpeljala, če bo to realizirano, nenazadnje, če bo to tudi opredeljeno v novi koalicijski pogodbi, potem bi lahko res ta optimizem dobil še trdnejšo, realnejšo podlago. Nekaj v zvezi z temi ključnimi dokumenti. Kot vemo, se v teh dneh pripravlja nova koalicijska pogodba. Mi je seveda ne poznamo. To je politični dokument,
vendar tudi to priložnost izkoriščamo za to, da povemo, da potrebujemo tudi znotraj koalicijske pogodbe jasno pripravljenost in usposobljenost za postopke prestrukturiranja na makro in mikro ravni in da je tukaj seveda ključna vloga Družbe za upravljanje terjatev bank in s tem posredno tudi Vlade Republike Slovenije. Pričakujemo, da v novi koalicijski pogodbi rečejo ne novim davčnim obremenitvam. Gospodarstvo potrebuje stabilno tudi davčno okolje, tako domači kot tuji vlagatelji so zaskrbljeni, ker se ti davki v zadnjih letih nenehno povečujejo. Pričakujemo, da bo v koalicijski pogodbi jasen in odločen ne birokraciji z zelo konkretnimi opredelitvami, kdaj lahko pričakujemo debirokratizacijo postopkov. Naj ob tem opozorim, da smo tako opredelitev imeli že v dosedanji koalicijski pogodbi. Če pogledamo, so bile tam kar konkretne obljube oziroma zaveze, ki so si jih dali, kdaj bodo začeli recimo za določenimi infrastrukturnimi projekti, ki bi odpirali možnosti za tuje investitorje, za nova delovna mesta in kot vemo, teh infrastrukturnih projektov, predvsem v hidroenergetskem bazenu, nismo realizirali. In seveda pričakujemo tudi v koalicijski pogodbi kakšno konkretno zavezo glede reform, tako zdravstvene reforme kot reforme trga dela, reforme javnih naročil in z temi reformami tudi določene spremembe v transparentnosti, se pravi v spoštovanju pravil, ki jih imamo v Sloveniji, bodisi zakonov ali kakršnikoli drugačnih predpisov. Še nekaj v zvezi z trenutno sestavo vlade. Nam pa ni vseeno, da nimamo gospodarskega ministra, tudi nam ni vseeno, da nimamo zdravstvenega ministra, ker na obeh področjih pričakujemo in potrebujemo v Sloveniji hitrejše korake in spremembe in odločnejše reforme. Kar se tiče gospodarskega ministra, mislim, da bi ga potrebovali zaradi tega, da dobimo v celotni Sloveniji zelo jasno strategijo, tako glede pametne specializacije za večjo globalno konkurenčnost, kot tudi transparentnost politik in strategij za pomoč podjetjem pri prehodu iz krize. Potem potrebujemo gospodarskega ministra oziroma ministrstvo v celoti, ki bo imelo jasno ekonomsko analizo, kaj je možno in potrebno v slovenskem gospodarstvu ohraniti in seveda na ta način pomagati slovenskim podjetjem. Gospodarski minister mora imeti bolj transparentno vlogo v celotni vladi, mora imeti večjo moč, ne sme biti samo razdeljevalec subvencij, ampak mora kreirati gospodarsko strategijo v naši državi. In seveda vpetost gospodarskega ministrstva in ministra v izvozne aktivnosti mora biti bistveno večja. Slepijo se tisti, ki mislijo, da bi lahko ministrstvo za zunanje zadeve samo brez celovitega oblikovanja izvozne strategije v okviru gospodarskega ministra kaj bistveno pripomoglo k večjemu slovenskemu izvozu. Kot veste in ste verjetno seznanjeni, je vlada oktobra tudi na našo iniciativo sprejela enotni dokument za izboljšanje poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti. Samo za informacijo, trikrat približno na leto naj bi vlada tudi pregledala realizacijo ukrepov iz tega dokumenta. Mi smo bili s tem dokumentom relativno kar zadovoljni, ker je kar 58 ukrepov iz obeh naših agend, se pravi agende 46+ in agende malega gospodarstva vnešeno in imajo tudi konkretne roke. Glede na to, da se je prvo obdobje končalo konec leta 2013, smo pa hkrati tudi pregledali seveda sami, kaj je bilo od zavez vlade v tem obdobju do konca leta tudi uresničeno, kaj pa mogoče ne. In samo mogoče par besed o tem, kakšen je izplen na nek način tega. Ugotavljamo, da je nekaj tudi ključnih zadev bilo uresničeno. Vemo vsi, da se je decembra začela sanacija bank, da je bila sprejeta nova stečajna zakonodaja. Pripravljen je bil tudi koncept, govorimo o konceptu, ne pa o končni rešitvi, za zagotovitev učinkovitega umeščanja objektov v prostor
in graditve objektov. Kot veste, verjetno je zadnji rok za to izvedbo jeseni 2014. Zakon o varstvu okolja je bil sprejet in tudi spremembe so bili pri ustanavljanju podjetij. Spomnimo se Zakona o gospodarskih družbah proti veriženju in tako naprej. Nekaj ukrepov ni bilo v celoti uresničenih do konca leta 2013, so pa v uresničevanju. Govorimo o povečevanju učinkovitosti izvršilnih postopkov, kolikor je nam znano je zakon o izvršbi in zavarovanju, ki naj bi pospešil te postopke v zaključni fazi. Prav tako ureditev področja avtorskih in sorodnih pravic. Vemo, da se dogaja sistemski boj proti delu in zaposlovanju na črni in sivi ekonomiji. Zakon o boju proti delu, zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno naj bi bil že dobil zeleno luč po naših informacijah tudi na vladi. Začela naj bi se resna privatizacija, saj nekaj tako imenovanih road show smo že imeli v decembru, in pa tudi ena pomembna uredba na okoljskem delu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo se je zgodila. Je pa dejstvo, da kar nekaj ukrepov ni bilo uresničenih pravočasno, ne glede na zaveze iz tega dokumenta. Ključne zadeve, verjetno ključni dve zadevi, ki se najbolj vpijeta oziroma borita oči, sta zadevi z področja zdravstvene reforme. Verjetno je vsaj eden od dveh, če ne največje razočaranje lanskega leta prav odhajajoči oziroma že zdaj odšeči minister Tomaž Gantar. Nimamo nič v zvezi z zakonom o zdravstveni dejavnosti, nismo odprli kolektivne pogodbe za zdravstveno dejavnost in nismo nič storili na področju povečevanja učinkovitosti organizacije zdravstvenih izvajalcev storitev. Skratka, tukaj je verjetno največji problem, ki smo ga imeli lani. Poleg tega se ni zgodilo poenostavitev postopkov za črpanje evropskih sredstev. Ta bo vezana na strategijo pametne specializacije in tudi tukaj smo v precejšnji zamudi. In kot je predsednik že omenil prej, ena od ključnih zadev, ki ni dobila, kjer se niso umaknila ovire in se niso zgodile tudi sistematična oživitev že načrtovanih infrastrukturnih investicij, energetskih objektov, drugi tir in tako naprej. Tudi ureditev plačil zlasti pod izvajalcem pri nekaterih javnih naročilih še vedno ni rešena, čeprav to traja že mesece in mesece oziroma že 2 leti. Zdaj, če pogledamo na nek način pod črto, vlada je uresničila nekaj pomembnih zavez, zlasti začetek sanacije bank in novo insolvenčno zakonodajo, ki sta ključni pogoj za prestrukturiranje gospodarstva, ne ukrepa, ampak pogoj zaenkrat. Vendar pa ni v skladu z rokom uresničila precej pomembnih zavez, izstopa je predvsem zdravstvena reforma, odprava ovir za strateške investicije in učinkovito črpanje in investiranje evropskih sredstev. Govorimo tudi o investiranju, ne samo o črpanju. Ključno za letos bo seveda, kaj bo vlada storila na področju nekaterih nujnih reform, trg dela, pokojninski sistem, javne naročila in tako naprej. Tisto, kar bi radi posebej opozorili, pa je, da smo od leta 2008 do leta 2013 že enkrat v Sloveniji zamudili konjunkturo na trgih, ki so nam v bistvu, s katerimi smo soodvisni. In če ne bomo hitro ukrepali, se nam lahko zgodi, da bomo to tudi drugič naredili. To je pa verjetno že kar huda zadeva. In bi se zavrteli v špiralo dodatne recesije. Zato je to pomembno, da te majhne lučke, ki jih trenutno vidimo za optimizem, izkoristimo v vsej državi in da res letošnje leto naredimo ta preboj, kajti tudi psihološki krč v državi bi se s tem zelo hitro verjetno umiril oziroma odpravil. Vemo, da imamo problem s prodajo oziroma skupno močjo tudi zaradi tega. In tudi to bi pripomoglo k temu.